Lepo pozdravljeni v novi 28. epizodi podcasta Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja z več kot 16 let izkušnjami neposrednega dela z otroki. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim različne strokovnjakinje. Večina tem se navezuje na razvoj otroka, vzgojo, izobraževanje otroka, nekaj tem pa je povezanih tudi z osebnostno rastjo, ki je zelo pomembna tudi pri vzgoji. Če so vam epizode Poslušam se podcasta všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, da jih delite, da mi napišete kakšno sporočilo, komentar. Vsakega sem res zelo vesela. Če delite objave preko Instagrama ali Facebooka, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim. Lahko me pa tudi ocenite na recimo Apple podcastih, recimo s 5 zvezdicami. Današnja tema pogovora pa je namenjena ozaveščanju o pljučni hipertenziji. Gostim podpredsednico Društva za pljučno hipertenzijo, gospo Nino Koblar. Mesec november je mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji. 5. maja pa obeležujemo Svetovni dan pljučne hipertenzije. Ker so simptomi pogosto atipični, več o njih bo povedala moja današnja sogovornica, bolezen pogosto ostane spregledana in nediagnosticirana, kar pa lahko pomeni tudi napredovanje bolezni. Nina Koblar je poleg tega, da je podpredsednica Društva za pljučno hipertenzijo, tudi mama 2 hčerkama, podjetnica in seveda bolnica za pljučno hipertenzijo. V pogovoru z mano zelo iskreno spregovori o simptomih, o izzivih, kako je sploh prišlo do odkritja, da ima pljučno hipertenzijo, kakšne so možnosti zdravljenja pri nas. In ker Nina redno hodi tudi v tujino, kako je drugje po svetu, ter na kakšne načine v društvu ozaveščajo in podprejo, pomagajo drugim bolnikom oziroma med seboj si. Navdihujoč pogovor, kako se lahko tudi s tako boleznijo tako polno živi. Nina je ohranila en tak pozitiven pristop. Povedala je tudi, kaj je življenje s to boleznijo prineslo. Dodala bi pa samo še to. V pogovoru je Nina omenila Evropski dan darovanja, ki ga obeležujemo vsako leto 2. soboto v mesecu oktobru, in letošnji Evropski dan darovanja smo tako praznovali v soboto 14. oktobra. Nina, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Hvala za tvojo pripravljenost, da boš danes delila tvoja znanja in izkušnja pljučne hipertenzije. Mesec november je hkrati tudi mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji. O tej sicer boš pa povedala, mislim, da kar precej redki bolezni. Zelo pomembno pa je, da jo čim prej prepoznamo, da znamo z njo pol čim bolj kakovostno živeti in da jo mi prepoznamo in da znamo tudi mogoče kako najlažje pomagati, podpreti nekoga, ki pač zboli za to boleznijo. Bi mogoče na začetku kar začela s tem, kaj pa je pljučna hipertenzija, kako bi jo ti oziroma kako jo opredelite. Ja, jaz bi na začetku se še zahvalila vam, ker ste zdaj omenila, kako pomembno je ozaveščanje. Bi se zahvalila, da ste sploh namenili tudi nam besedo, da je to ena taka pomembna stvar, o kateri je potrebno govoriti, da se kdaj pomisli. Tako da hvala. Ja, z veseljem. Pljučna hipertenzija je stanje z zvišanim krvnim tlakom v pljučih in to povzroča obremenitev desnega srca. Srce je pod večjim naporom, se bolj matra. Nekateri primerjajo to, da je tako, kot da bi konstantno tekel. Se pravi, da srce bolj dela, ker se bori proti temu tlaku v pljučih. Zaradi tega smo posledično bolj utrujeni in se slabše počutimo. Ker to lahko potem, če ne bi bilo zdravljeno, vodi tudi v srčno popuščanje.
nastane brez nekega posebnega razloga lahko. Simptomi pljučne hipertenzije so utrujenost, nenadno recimo si bolj zadihan, bolj utrujen, celo pomodrijo ustnice lahko, lahko tudi kolabiraš ob večjem naporu, ker srce enostavno ne zmore. Je pa tako, da je več vrst pljučnih hipertenzij. In redka oblika je idiopatska pljučna hipertenzija oziroma pljučna arterijska hipertenzija. Ostale vrste so pa sekundarne, se pravi, da so pridružene, da je pljučna hipertenzija pridružena nekim drugim boleznim. Lahko gre to za neko levostransko bolezen srca, lahko gre za ščitnična obolenja. Več je takih obolenj, katere lahko tudi povzročijo pljučno hipertenzijo. Hvala za vse te informacije. Zanima me, kako si mogoče, ker si omenila pač to zadihanost. Mislim, da sem v intervjuju s tabo prebrala ali pa z eno od pač vas, ki ste ali predsednica, ti si podpredsednica, ne, društva pljučne hipertenzije, za ozaveščanje o pljučni hipertenziji in sem prebrala, da dostikrat je pri mladih ženskah se pojavi in mogoče tudi pri mamicah ali po nosečnosti ali tako. Takrat smo že tako, se mi zdi, bolj zadihane, bolj utrujene. Kako si ti, katere simptome si imela ti in kako si jih v bistvu bolj prepoznala in kako je v bistvu pri tebi to vplivalo takrat tudi na vsakdanje življenje? Kako si vedela, ok, zdaj pa res potrebujem poiskati pomoč, zdaj pa šlo to predaleč oziroma tako? Ja, tako kot si rekla, ne, je res, takrat po porodu imamo malo spremenjen ritem življenja z dojenčkom in mogoče celo ne pomisliš dovolj hitro, da nekaj ni v redu. Pri meni je trajalo, recimo, jaz sem pol prve take resne simptome začela opažati pri sebi, ko je bila hči stara nekje okrog 7-8 mesecev. Je pa res šlo za eno tako stanje, kakor da bi imela nizek krvni tlak, ker si tako zelo utrujen, zaspan, če hitro vstaneš, se ti vrti. Ampak potem pa ta utrujenost, jaz sem prej živela zelo aktivno življenje in sem rekla, zdaj pa moram počasi priti v kondicijo, že zdaj pa to več ni normalno, ne. Imam že eno hčerko, sem bila že prej, sem že približno vedela, kaj pričakovati, ampak to stanje se kar nekako ni izboljšalo, čeprav sem jaz veliko hodila na sprehode, ampak te sprehodi namesto, da bi postajali daljši, so postajali krajši. Zaradi tega, ker sem jaz bolj utrujena, manj sem zmogla. Potem pa v enem trenutku sem pa hčerko nesla v naročju po stopnicah, ker stopnice so tudi en tak problem pljučne hipertenzije, ker se vsi ustrašimo. Že zdaj pa, ko vidiš stopnice, tudi ko se enkrat recimo zdravila pomagajo, pa se boš počutiš, ko vidiš stopnice, ojoj, ne. Ker stopnice so res nekaj zahtevnega, ker se moraš kar naenkrat uspeti in se zelo zadihaš. Tako da, ko sem jaz nesla hčerko po stopnicah, sem čutila, da tole pa se ne bo izšlo in še dobro, da bi mož poleg, se ga primijo hitro in sem jaz v bistvu padla, no. Sem izgubila zavest in takrat sem rekla, no, zdaj pa to res ni več normalno. Ker pri nizkem tlaku, takrat, ko si ti zelo športno aktiven, ta tlak ni toliko nizek, Pri pljučnem tlaku je pa glih obratno. Takrat, ko si ti, ko si športno aktiven, ko se srčni utrip na minuto dvigne, višji je tudi pljučni tlak. Tako da potem sem pa rabila zelo dolgo, da sem prišla do diagnoze, ker najprej se pri mladih mamicah tudi pomisli, mislim, ne najprej, ampak tudi mogoče na poporodno depresijo, da je to problem. Tako da to je bila ena od tistih napačnih diagnoz, recimo takoj v štartu, pa astma. Sem
poskusila kar veliko enih različnih pumpic, ampak vsakeč, ko sem šla nazaj k pulmologu, se stanje ni izboljšalo, recimo, pa so bile to kar že močne terapije. Tako da je skoraj leto pa pol trajalo, da sem pa res prišla do končne diagnoze, tudi do končne diagnoze, katero vrsto pljučne hipertenzije imam. In mogoče, če pač zaupaš, katero vrsto pač pljučne hipertenzije imaš, pa a je za njo pač zdravilo in kako pač so ti diagnosticirali, s katerim testom oziroma s kakšnim postopkom mogoče? Ja, na pljučno hipertenzijo se je potem pomislilo, ne, po vseh teh različnih testih. Tudi jaz sem imela veliko srečo, da sem potem prišla v roke specialistov, ki še ni nobenih mojih izvidov odprej pogledal, ampak je res samo se osredotočil na moje stanje. Ker vsi tisti, ki so že videli kakšen ultrazvok srca, so rekli, da niso niti mogli pomisliti, ne, na to. Tisti, ki pa pomisli, se zato je to tako pomembno zaveščanje, da se sploh lahko diagnosticira dovolj hitro, pa potem to potrdi z ultrazvokom srca. Ker na ultrazvoku srca se izmerijo tudi pljučni tlaki. Ne čisto natančno, ampak dovolj, da se potrdi. Tako da meni so takrat potrdili pljučno hipertenzijo in potem so iskali vzrok, zakaj je do tega prišlo. In ker vzroka niso našli, ker je bilo v bistvu vse ostalo v najlepšem redu, se temu potem reče idiopatska pljučna hipertenzija. Aha, to si prej omenila. Ja, to je ta ena izmed redkih bolezni, ena izmed redkih vrst pljučne hipertenzije. Se pravi, žile v pljučnem žilju, stene žil se zadebelijo iz nekega neznanega vzroka. In ker so stene debelejše, je pritisk pretoka manj in pritisk višji. Tako da ja, jaz imam idiopatsko pljučno hipertenzijo, kakorkoli je to mogoče še najslabši izid, ko enkrat dobiš diagnozo, ker se ne da tako tarčno zdraviti. Sem imela jaz veliko srečo, da so moje žile pa s desnostransko kateterizacijo lahko potrdijo natančno, za kakšne pljučne tlake gre. In takrat naredijo en test, če se žile še odzivajo, si potem kandidat za točno določena zdravila. In jaz na srečo sem in že 10 let imam ta zdravila in že 10 let oziroma zadnjih 5 pa res že velikokrat pozabim, da imam pljučno hipertenzijo. To je super slišati. Razen, ko me kakšen hrib preseneti ali pa stopnice. Ja, to pa še kakšnega marsikoga drugega, ki nima tega. Ja, lepo, dobro, da delujejo. Pri drugih vrstah pljučne hipertenzije pa so pol druga zdravila oziroma presaditve tudi lahko, če prav vem. Ja, specifična zdravila za pljučno hipertenzijo obstajajo, jih je zelo veliko in najprej se začne z enotirno terapijo, dvotirno, trotirno, skratka se dodaja in se išče najboljšo možno kombinacijo. Če gre za sekundarno, je treba zdraviti, se pravi, tisto primarno bolezen, pljučno hipertenzijo. Če pa stanje se slabša in je srce pač desna stran čedalje bolj obremenjena, pa se tudi pomisli na presaditev pljuč oziroma v nekaterih primerih tudi pljuč in srca hkrati. To pa tudi pri tebi ni prišlo v poštev, ker je bilo v bistvu čist druga vrsta tega. Zaenkrat ne. Jaz upam, da bo tako ostalo, da bo stanje, da mi bodo ta zdravila zavedno pomagala in bom tako lepo funkcionira. Večkrat še pozabila, da imam pljučno hipertenzijo. Ja, tako, to da večkrat pozabiš. Se pa to nikoli ne ve, a ne? Kakšni sprožilci so, recimo vsako virusno obolenje lahko poslabša, recimo COVID, lahko zelo poslabšal in take stvari. Ali pa če recimo
se preveč športno udejstvuješ, je tvoj puls previsok in pač ne skrbiš zase dovolj, lahko to sam malo pripomoreš k temu, da se slabša, ne. Pa je v bistvu zelo pomembno to, da paziš, da pač si zelo pozorna, kdaj ti je preveč verjetno in športne aktivnosti in verjetno bolj tudi, da res uravnovesiš in stres in to, da imaš. Kako skrbiš v bistvu zdaj zase oziroma tako, na kakšne načine si najbolj pomagaš, mogoče tako? Tako je, ne, na začetku, ko zboliš, spremeniš res veliko stvari in si zelo pozoren na vsako malenkost, na tekočino, na počivanje. Recimo naša zdravnica, doktor Salobir, pulmologinja, ki je ona mene takrat prevzela na začetku, je rekla, vedno ob 12 ali pa sredi dneva, kadar je zate sredi dneva, za pol ure moraš iti ležati, noge gor, zaradi tega, da se lepo spočiješ, da se srček umiri in tako naprej, ne. Še najboljše, da takrat vmes lepo malo zameditiraš. In recimo to so eni taki ukrepi, ki na začetku, ko se ti ne počutiš dobro, se jih zelo držiš. Pa recimo se ne sklanjaš, ker to zelo poviša v pljučih. Recimo posteljo preobleči je problem. Meni se je bil na začetku glavo umiti problem, ne. Ena taka poza, ki je spet povišan pritisk v pljučih, ki težko zdržiš, se moraš usesti, recimo malo nadihati, pa naprej. Potem pa, ko se stanje izboljša, smo pa ljudje tako naravnani, da pol pa malo pozabimo in se hitro preforsiramo. In tle nas pa pol mogoče bolnike s pljučno hipertenzijo hitro spomni in pa te hitro tepe in si pol recimo še, če se res pretiravaš, pol si lahko 2-3 dni res slabo, ne. Ampak to je tako nepojasnjeno slabo, ti se ne zgledaš bolan, nič ti enostavno ne moreš. Tako kot da ima, dostikrat rečejo, tako kot da ima motor blokado. Tako si želiš, veš, da bi, ne gre čist. Takrat se pa treba spočiti. Pa mislim, to je mogoče pol še težje tako za okolico, a ne, ker res, če imaš nekaj poškodovanega, a ne, je že navzven videti in smo potem pač večinoma bolj sočutni. Tako vem, da meni je zelo, ker sem prebrala en tvoj intervju in mi je zelo ostal naslov, mislim, da je to navzven si videti zdrav, počutiš pa se tako nemočnega, ne, da v bistvu je verjetno na začetku težko razložiti ali pa dokler vsi ne vedo, pač da imaš bolezen, je verjetno težji. Ali si to tudi v službi povedala, ali kako pač sploh ozaveščaš druge okoli sebe, da v bistvu si želiš, tako ga si rekla, ampak dejansko ne zmoreš oziroma potrebuješ mogoče malo vmes časa in tako, da narediš ene stvari, ki so nam večini samoumevne. Mislim, da je tle res zelo pomembno, kako sami odreagiramo, a ne. Kako hitro pa pridemo iz tiste faze, mogoče, ko začneš sprejemati, da pa moraš spremeniti malo življenje, predvsem pa to, kakšno podporo imaš, a ne. Jaz mislim, da podpora družine, najprej ožje primarne družine, s katero živiš, da razumejo in da ti pomagajo, ker na začetku res vsak, ki pride do te faze, da preden dobi zdravila, ko se slabo počuti, jaz mislim, da vsak rabi pomoč. Tudi zato, da se pol lahko to stanje nekako umiri oziroma da je pol pljučna hipertenzija stabilna, je treba kdaj prositi za pomoč. Pa v tem smislu mislim, da je res pomembno imeti podporo doma, da te razumejo, potem so prijatelji, potem pa tudi društvo, recimo meni je zelo pomagalo, ker sem se tako začela, sem pač mogoče tak človek, tak karakter, sem začela tako informacije iskati in sem naletela na društvo, ker takrat tisti trenutek te ne more noben razumeti, ker ti še enkrat izgledaš čisto normalno, skoraj nič narediti. Recimo jaz nisem enkrat vstala pol po noč več
za hčerko, ki je po noči jokala, pa sem jo še dojila, ampak jaz nisem mogla vstati, ker sem skupaj padla. Ker tisto na hitro in ne zalaufaš in sem sama recimo po tleh padla, ne. In to je še zdaj ostalo, recimo, pa je hči stara že 12 let, ne, 13 bo zdajle kmalu. Je zdaj še to ostalo, že od majhnega, tata, pridi k meni, ne, reče, ne si meh, mami. Lepo, No, vedno, ki je bilo lepo. majhna in zdaj še vedno pač tatja pokličejo po noč, če ga rabijo. Super, super. Saj, zato sta res oba starša pomembna in ja, je zelo res pomembno, da imamo to podporo. V takih primerih pa torej še pride še toliko bolj do izraza. Ja, Ja. lepo. Hvala. Kaj ti je bilo pa v tistem, ki si že rekla, ja, da nismo mogla vstati? To si predstavljam, da je, ko si rekla, da je bila hčerka stara 8 mesecev, da je moglo biti že tako, se mi zdi, da v obdobju dojenčka imaš določene izzive ali pa te skrbijo določene stvari, da je bil to res dodaten izziv zate oziroma napor. Pol si rekla, da je ti najbolj pač podpora moža oziroma družine pa to. Kako si pa potem v službi, mislim, si povedala, ali kako je to, pač kako si ozaveščala tudi pol to drugo, ja, pač druge razen domače. Na začetku je bilo res težko, zaradi tega, ker to se zgodi kar naenkrat. Takrat sem bila na porodniški še vedno, ne. In jaz se spomnim, da ko so mi povedali, da bom mogla v bolnici ostati in tam toliko časa si sam in to sem razmišljala in jaz sem samo razmišljala, kaj s svojimi otroci ne bom mogla početi, ker avtomatsko se zatečeš tudi na internet po informacije. In tam so bile tako same slabe napovedi, ker pljučna hipotenzija 10-11 let nazaj je bila res v drugi fazi, kakor je zdaj, a ne. Tako da jaz sem bila že tako, da nič ne bom mogla več z njima početi. Najhujše mi je bilo to, da ne bom mogla z njima športati. Jaz sem prej športala, dresorno jahanje trenirala, jaz sem imela samo balete, ko bomo mi vse 3 punce skupaj rotale in take stvari. Take malenkosti, recimo se ti plete bavijo, ne. Družina, tudi zelo veliko so bili sami tisto leto, ker jaz sem bila vse skupaj v bolnici, mislim, da 2 meseca pa pol. Veliko, ja. Tako da je bila res ta podpora in da so se oni znajdali, mlada družina, pa mene hodili obiskovati, pa mene bodrili, pa jaz njih, mislim, to je bila ena taka kar preizkušnja, no, zdaj, ko nazaj pogledam, malo bolj objektivno mogoče. Ja. Služba je pa skozi dilema, a ne, jaz imam espe, da je to veliko lažje, je pa vedno dilema, ker nočeš, da te ljudje podcenjujejo zaradi tega. Se mi je to že kdaj to zgodilo, ne, da hočeš iskreno povedati, da zmoreš, ampak samo toliko, da vejo, ker hočeš, da pa te potem pač vseeno malo drugače jemljejo. Pa je res ta ravnovesje med tem, komu povedati, pa kdaj povedati. Ja. Pa v bistvu meni je bilo zelo dar, ker si rekla to, a ne, ker se mi zdi, da se večina ljudi, če zbolimo za katero boleznijo, da se res najprej obrnemo na Google in tam pa pogosto res pa kakšni forumi niso čisto, so dosti subjektivne informacije, tako kot si ti rekla, se mi zdi, da dostikrat hitro lahko kakšen črn scenarij v glavi, sploh pa mogoče res pri taki bolezni, kakor si rekla, ne, da je bilo takrat 10 let nazaj veliko manj informacij, pa veliko tudi manj znanja verjetno o pljučni hipertenziji in je res zelo pomemben, da pomoč, podporo poiščemo drugje. Ti si že omenila vaše društvo, pomemben vir, vi imate verjetno tudi kakšne konference ozaveščanja, imate, a ne? Kje poleg oziroma kje v društvu ozaveščate, kje lahko še najdejo ljudje informacije take kakovostne o pljučni hipertenziji? Jaz bom zdaj mogoče povedala kar na primeru, kako je nekdo, ki zboli za pljučno hipertenzijo, pa še ne pride do specialista,
Mhm. Pa gre na Google, pa najde informacije, pa najde tudi recimo naše društvo. To so glih zdaj le Ja. sem imel čez vikend, ker sem pa tega gospoda srečala. In je gospod pač zbolel za pljučno hipertenzijo, sekundarno pljučno hipertenzijo, ampak je on takoj najdel naš kontakt in je mene dobil Super. na telefon. Mhm. In sva se midva pogovarjala. On je v bistvu dosti podobno odreagiral, če pogledam zdaj, ko jaz. Hotel je čim več informacij, hotel je tudi vedeti, kakšne omejitve ima, ker se je pa čakal na specialista, dali so mu neke napotke, ampak to še ni tisto zdravljenje, ne, da bi bil ti že kar neko Mhm. stabilno stanje lahko dosegel, ker jaz mislim, da se pri vsakmu, ki enkrat pride do zdravljenja, ker imamo res vrhunski zdravnici, doktor Stalobir pa doktor Mlakar, Mhm. v UKC Ljubljana, ki vodita skoraj vse paciente s pljučno O, hipertenzijo v super. Sloveniji, Mhm. um, da se vsem izboljša, no, ker enkrat do njiju Mhm. pridejo pacienti. No, in je ta gospod se nam pridružil in zdaj smo se v živo prvič dobili v soboto, ko organiziramo razna srečanja. In je rekel, jaz sem toliko hvaležen, da ste vi mene pomirili, ker jaz sem bil čisto iz sebe. Mhm. To je tisti prvi korak, da ti lahko nekdo iz prve roke, ki je šel čez to stvar, Mhm. pa tudi, ki ve, da se bo zboljšalo. Res se bo Ja. zboljšalo, nisem črno, vse imamo tudi, nažalost, Mhm. smo izgubili nek član, ampak načeloma se da veliko narediti in imamo res veliko srečo, kakorkoli jamramo čez slovensko zdravstvo na splošno. Mhm. Imamo res veliko srečo, mi imamo vsa zdravila. O, Mi smo zelo povezani društvo, farmacevti, zdravniki. Tako da, če karkoli, recimo zdaj eno zdravilo bo zdaj prišlo na listo tudi v Sloveniji, Mhm. ampak še ni še, pač se čaka, seveda bo, Mhm. ampak še ni. Mhm. Pa se tudi da dogovoriti, ne, zdravnice dajo prošnjo in vse te stvari, v glavnem, če se te stvari ve iz sigurnih virov, se da veliko pomagati. Zato jaz res bi pozvala vse, ki imajo kakšne zadržke, da se pridružijo, ali mogoče sem takrat, ko rabijo odgovore, ali pa takrat, ko jih kaj zanima. Načeloma smo pa ena taka ekipa v društvu, ki se imamo vedno luštno. Da delamo veliko na ozaveščanju, že vseh 10 let, kar tudi jaz pomagam, no. Mhm. Jaz mislim, da je konkretna razlika, ker smo se fokusirali na začetku tudi na družinske zdravnike, ker oni morajo Mhm. biti prvi v vrsti, ker nekdo pride, da ima zmanjšano možnost, Mhm. zmožnost, ne vem, gibanja, da je bolj zadihan in take stvari, a ne. Da se sploh pomisli na pljučno hipertenzijo. Ja, super, super. Družinski zdravnik je res ta prvi, ki je pomembno. Vem, da sem poslušala en pogovor že nekaj, sicer mislim, da je bil že kar nekaj let nazaj, star, ampak en pogovor, ki je bilo, da pač nimajo vse države, niti mislim, da je Hrvaška, niti pač vse sosednje države, tako da niso toliko zazdravili, bi rekla, da nimajo take možnosti, no, kot imamo v Sloveniji. Ja, mislim, da se je na Hrvaškem že zelo zboljšalo, Aha. ampak ostale balkanske države imajo pa velik problem. Mi smo tudi, naše društvo je član Evropskega združenja, in smo zelo aktivni, tudi imamo vsako leto en kongres v Barceloni. Letos sem bila jaz tudi na svetovnem simpoziju o pljučni hipertenziji, ki je vsakih 5 let. In imamo res veliko informacij in tudi takih ne preveč dobrih, a ne, kje pa ni tako lepo, kot je pri Mhm. nas, kje Mhm. ni takega vodenja in kje res je pomanjkanje zdravil. Mhm. In potem ljudje, recimo, k Bosna, Kosovo, da prebrodijo nek čas, morajo tudi včasih na črnem trgu kupovati zdravila. Ojoj, to pa Kar pa zagotovo nikoli ne ni. veš, Mm.
tudi Ja. učinkovine in vse te stvari. A ne. Mm. Oni imajo zelo, zelo oteženo možnost nekega stabilnega stanja. Ja, to je kar potem, že tako je bolezen izziv, potem pa še tako, kako pridobiti, mislim, dobiti zdravila. Dobiti finančno, a ne. Tako in tudi finančno. Pa, ko res zastopam potem v bistvu društvo zelo povezano in zdravniki in ste že v bistvu 10 let, oziroma še več ti si, če sem prav razumela, tukaj 10 let približno, ozaveščate vi tudi zdravnike oziroma sodelujete med seboj in tako se povezujete in en drugega izobražujete in poveste, širite možnosti. Tako. Mislim, mi v društvu, a ne, jaz sem podpredsednica, teda je ravno predsednica, pa se zelo trudiva, da sva vse povsod prisotni, da se čim več izobražujeva, da čim več delamo na tem ozaveščanju. Učijo pa drugi naju, ker medve nismo nič iz foha. Ja. No, se tako povezujete se in en drugega učite. Tako. Ja, smo pa res v zelo dobrem odnosu. Zdaj bo tudi doktor Mlakar šla v Barcelono zdaj novembra na ta simpozij, ki ga imamo, na to konferenco in bo tudi predavala, ker imamo v Sloveniji zdaj ponovno tudi operativne možnosti, ki jih prej nismo imeli. Prej je večinoma, mislim, vse transplantacije pljuč so potekale na Dunaju. Zdaj so par let pri nas in recimo ena zanimivost, ker je bil glih 10 dni nazaj Evropski dan darovanja. Letos je bilo v UKC-ju v Ljubljano presajenih že 9 pljuč. Polona Mlakar, zdravnica, bo pa šla v Barcelono in bo tudi predavala o teh tehnikah, kadar so strdki v pljučih, ker tudi to povzroča pljučno hipertenzijo. Koliko pa je približno, mogoče malo v številkah, čeprav s tem se včasih malo težje vsem predstavljamo, ampak koliko pogosta je recimo pljučna hipertenzija, ta bolezen? Se pravi, registra za pljučno hipertenzijo zaenkrat še ni, je v izdelavi. Smo zelo veseli, da se je, mislim, da ena mlada zdravnica lotila tega. Naj bi pa bilo pacientov s pljučno hipertenzijo, s primarno pljučno hipertenzijo nekje okrog 200 v Sloveniji. Recimo je od tega ponavadi ali zbolevajo bolj ženske ali bolj moški, ali je to čist tako? Mislim, je naključno oziroma enakomerno razporejeno. Kako? Se pravi, sekundarna pljučna hipertenzija nima nekega vzorca, gre za različne bolezni, ki se jim potem pljučna hipertenzija pridruži. Je pa nek vzorec mladih mamic, no, jaz tudi poznam zaradi tega Evropskega združenja, ki se družimo. Tako da to mogoče je nek vzorc, no, po porodih se pa mogoče neke, jaz čisto sama pa se razmišljam, neke hormonske spremembe se takrat dogajajo. Med samo nosečnostjo recimo je bilo pa vse v redu. Tako da ne moreš v bistvu čisto točno vedeti vzroka. Je pa fino, da smo pozorni, tako kot si rekla, na te simptome. Pa mogoče najbolj so mi te v spominu stopnice ostale, ta zadihanost verjetno. Simptomi so res tako nespecifični, da tudi zdravniki jih ne morejo čisto takoj povezati s pljučno hipertenzijo, ne, ker zadihan si lahko res pri velikih stanjih, recimo najprej si pomisli na astmo, veliko hitreje, ali pa sploh, če je nekdo brez kondicije, ali pa da je malo predebel, je pač to nek normalnega, nek normalen pojav, ne. Zato je tako pomembno, ko sva že prej rekla, da vsak sebe posluša, vsak pozna svoje telo, in pred boleznijo, in če pa imaš kakšno kronično obolenje, pa še toliko bolj. Ja, res je, se zelo strinjam, zelo najdem v tem, ja. Da pa vse veš, okej, nekaj ni, tako kot si rekla, da veš. Kje razpoznanja, oziroma kaj ti, težko rečemo, da je nam bolezen neki, kje razpoznanja je te prineslo to, da v bistvu zdaj tako
vsem, tako kot si rekla, da dosti kakovostno živiš, da včasih celo na trenutke pozabiš, da imaš v bistvu kakšno spoznanje ti je prinesla vse ta bolezen oziroma življenje v bistvu s to boleznijo. Sigurno spoznanje, da je treba ceniti vsak dan, vsak dih. Ampak ne morem biti preveč pametna pri tem, ker jaz tudi dostikrat pozabim, pa se za malenkosti sekiram in jezim. Ampak se bodrim in spomnim in poskušam vsak dan malo boljš. Drugače pa mi je ta bolezen prinesla zelo dobre odnose. Zelo dobre odnose. Tisti, pa ne da spoznaš človeka v nesreči, ampak sigurno se povežeš na eni drugi ravni, mogoče. In ja, jaz mislim, da ene take kvalitetne odnose za življenje. Lepo slišati, da ne v bistvu nekaj dragocenga, zelo dragocenga nekaj, kar je v bistvu največ vredno so v bistvu v življenju odnosi. Ja. Pa mogoče res takrat pa le eno sito tudi sam narediš, tisti, ki ti pač niso tako podporo, pomoč, verjetno se že bolj avtomatsko izločijo oziroma daš prej veš, ok, moram res dati pozornost tistim, ki me razumejo, podpirajo in tako. Kako pa v bistvu mogoče še, kako pa v društvu ali pa kako ti svetuješ, da pa družina ali pa drugi ljudje podprejo najbolj osebo, no, tako s čim ali na kakšen način? Jaz mislim, da spodbuja, da se govori o tem. Lahko poveš, kaj čutiš in česa te je strah. Da ne rabiš skrivati ali pa biti takrat močen še za nekoga drugega mogoče. Ali pa recimo jaz v štartu sem sigurno tudi bila močna, ampak na eni točki pa se vseeno sesuješ, a ne, ker te vse življenje spremeni. Zdaj eni imajo, vsak ima neko svojo teorijo, zakaj se ti je to zgodilo, kako se ti je to zgodilo, ampak čez to iti. In jaz mislim, da takrat res rabiš ljudi, ki ne iščejo obsojanja, ampak te podprejo, ne glede na to, zakaj se je zgodilo. Točno to, lepo si to besedila. Ja. Te november je mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji, ki smo že povedali, vem, da maja ste tudi imeli določene dogodke, mogoče za novembra tudi kaj pripravljate, oziroma podeli. Ja, v društvu obeležujemo 5. maj kot dan pljučne hipertenzije. To obeležujemo po celem svetu, je 5. maj in vedno imamo ali kakšno športno aktivnost ali pa ozaveščanje. In recimo mi smo imeli do zdaj velikokrat tek v Mostecu, kjer so zdravi tekli za tiste, ki ne moramo teči, ker tek je tudi ena taka stvar, ki pač ne gre, tudi poravno ne gre. Tako da to smo imeli za otroke, za odrasle in je bil en tak lep družinski dogodek tudi lahko nastal za družine. Zdaj smo bili pa že 2 leti v centru Ljubljane, ker se nam je zdelo tudi pomembno, da še druge ljudi zajamemo, ne samo športnike. In smo potem probali tudi tako, da imamo medijske najave in se je to res obneslo, ker se ljudje potem pridejo pozanimati, ali taki, ki imajo, ali svojci njihovi, ali taki, ki sumijo, da mogoče imajo. Tako da to je 5. maj, potem je pa mesec november, je pa mesec tudi ozaveščanja o pljučni hipertenziji, se pa bolj fokusiramo že na socialne medije, spletno stran, ker so pa vseeno že je toliko virusov prisotnih, zimskih virusov, obolenj, respiratornih, temu se pa vsi izogibamo, no, tudi kar nekaj je že dokumentiranih v našem društvu. Tako da takrat pa nimamo takih fizičnih stikov. Nimate tako dogodkov, ampak bolj pač te spletne, ja, prek spletnih medijev.
super, hvala za. Organiziramo pa tudi še veliko takih druženj, vsaj enkrat do dvakrat najmanj, no, dvakrat na leto organiziramo, da se člani dobimo, pa malo poklepetamo med sabo, pa recimo zdaj smo imeli ogled arboretuma, pa imamo tako malo prijetno s koristnim, da si malo izmenjamo svoje izkušnje, in je pa tudi fajn, no. Čez zimo, sploh v času covida se je to parilo, smo imeli pa prek Zooma izobraževanja, smo pa tudi imeli različne tematike, od psihološke pomoči do recimo, kaj je dobro narediti za imunski sistem, kateri preparati, čistko malo, v bistvu zelo uporabne teme zbiramo, ki so tudi za splošno javnost primerne. Super. Dobro se sliši, celotno druženje in zamisli. Uporabno zelo. Pa tudi verjetno so pol vsem, glede na to, da je tudi sekundarna, ki si rekla, ste verjetno tudi pol ima različne starostne skupine, da tudi verjetno kakšni najstniki, predvidevam pa pol do verjetno starostnikov. Ja, mladih imamo premalo, no, tako da mladi bi povabili zraven, mogoče mislijo, da se nimamo kdaj dobro, ampak se imamo. Je eno tako koristno druženje. Drugače smo pa čisto različne starosti, no. Mogoče je pljučna hipertenzija pri otrocih so malo razporejeni, nimajo samo enega zdravnika in je potem zaradi tega, mogoče so še kje drugje ali pa imajo s srcem težave, pa se obrnejo bolj na tista društva. Smo pa mi ker mogoče kdaj kdo potrebuje transplantacijo, smo pa tudi zelo povezani z društvom Transplant. Z njimi smo imeli zdajle dogodek ob darovanju, smo se tudi k njim priključili zraven, ker je to tudi ena taka pomembna stvar za naše bolnike. Pa, kogar si rekla, je bilo že tudi v Sloveniji, ne? Če sem prav razumela, zdaj 7 presajenih pljuča, sem 9. prav. 9, hvala. Letos 9, Letos 9, Super, se ti zdi, da smo še kaj pomembnega izpustili, bi še kaj izpostavila oziroma dodala? Jaz mislim, da so kar vse, povedali. Ja, meni se tudi zdi. Da so kar izčrpno. Ok, pa smo prišli do konca. Hvala še enkrat, da si se odzvala oziroma da si bila današnja gostja. Zelo mi je bilo všeč, ko si tako lepo delila in svoje znanje in svojo izkušnjo in delila tudi spoznanja, ki ti je v bistvu to življenje s to boleznijo prineslo. Pa zelo vesela sem, no, da skupaj ozaveščava o tej zelo pomembni temi. Ja, jaz tudi še enkrat najlepša hvala za ta pogovor. Sem vesela, da bom jaz in posledično naše društvo del tvojega podcasta. Res smo počaščeni. Hvala. Ja, hvala tudi vam. Vsem pa hvala za poslušanje in se slišimo kmalu. Poluna.